Ashi, ti pač sodeluješ s precej organizatorji na različnih dogodkih, od Dneva Japonske do tujih konvencij, ki imajo več 10,000 ljudi, kot je Unicorn, in potem recimo tudi na Epicentru si bila povabljena. Ne? Kje ti vidiš mogoče razlike, ker gre recimo za drugačno občinstvo, ne? Na Epicentru je bolj gaming, se ti je zdelo, da je mogoče Epicenter v kakšnemkoli situaciji drugačen, kot mogoče Mofokon ali tako naprej, mogoče glede prodaje, glede odziva, imaš kakšne pozitivne, negativne situacije znotraj Epicentra ali pa pač v teh gaming okvirih. Za Epicenter, to je šok v pristopu. Mislim, da ne samo meni, da večjim artistom tak pristopu, pa je tak, hej, bi imeli stojnico. Sem bila tako, ko sem dobila, sem bila takoj, in daj mi vse zaplačati. Mislim, da mi še, mislim, s temi, kako sem že plačala, tak poslal si mi vsak plačala, tak, čakaj, še možeš to izpolniti. Ampak ja, mislim, da je bil kot dogodek, je bilo, vsaj meni je bilo full fajn, tak prijetno presenečena sem, ker nisem mislila prvo, gaming event, sem mislila, to ne bo zdaj tako šlo, sploh na stojnici za prodajo, ne bo tako šlo, ampak je dosti boljše šlo, kot sem pričakovala, pa ful lepo je bilo narediti, tiste tak hodnik smo imeli, sicer je bilo vroče, jaz sem imela srečo, sem bila glih na tej lokaciji, ko je pihalo skozi vrata, pa še nad klimo sem imela nad sabo, ampak je v prvem dnevu nekaj se je zamašilo in je crknula klima. Te pa smo umirali, mislim, da se spomnim, da sem tako tudi fenčka vam posojala. Mislim, a je oblika dogodka pomembna tudi od potem dejansko zaslužka, ki ga imaš? Naprimer, predstavljam si, da gaming event ima precej več mlajših, v primerjavi z današnjimi, ne vem, anime eventi in tako, ki jih mogoče že imamo dve generacije, ne? Kako se recimo demografsko razlikujejo, ne vem, anime pa gaming, ker vem, da imaš izkušnje z obema, ne? Ja, tako rekel, ta zadnji event smo tudi precej probali z oglaševanjem, z samimi plakati po Mariboru, radi in podobne stvari. Imeli smo, mislim, da 40 plakatov po celem Mariboru in se tudi oglaševalo ne kot sam gaming dogodek, ampak da bo tudi ostale stvari, torej, da bo na pol konvencije ponudben vse ostalo in tudi predvsem zahvala vsem influencerjem, ki pa tudi ogromno pripomorejo k temu, da tudi oni svojih ljudi prinesejo in tako, jaz bi rekel, da se zelo tale starost razlikuje, nimaš tiste, kot je bilo včasih 16 do 23 let, ampak dobiš tudi ogromno že sedaj starejše populacije, imaš 30 plus, ki prije dobesedno igrati, ker je to vikend, ki si vzeme pauzo od šihta in gre uživati s kolegi po dolgem času. Imamo enega gosta, ki prije vsak dogodek s svojimi dvajami otroci in ga je res zanimivo gledati, ki vsakič vidiš prijavo njegove ime, se ga evo ga, brez njega preprosto ne gre, ker tudi otroke zanimivo uči, naprimer, igrajo igro, in ko prije do ene težave, nekako kako bi ta level rešil, preprosto ne vzeme kontrolerja in mu reši to, ampak mu pusti. Če mu pa da mali kontroler v roko, bo tokrat, ne vem, failal jump, da bo rekel, ne, Atile, sem to videl, ko je sosed naredil, da ja ti pokažem. Torej, ga nekako spodbuje, da sam mišli in najde rešitve, kar je res pač ful lepo videti in tudi mislim, da letos je bilo ogromno kakšnih teh družin, ki je prišlo na event oziroma lani. Ja, zaradi specifike trga, ki je pač precej majhen oziroma zelo težko samozadosten, se mi zdi, da prehajamo v poslovni model, ki je ravno obraten temu, kar bi si v bistvu želel glede na globalni premik, ne. Mi gremo v poslovni model something for everyone, se pravi, boš imel LAN party za tiste, ki želijo igrati LAN party, cosplay tekmovanje za tiste, ki jih zanima cosplay, anime stojnice za tiste, ki prehajajo samo po anime in tako naprej in se bojo nekako ustvarili otoki, ki bojo privabili maksimalno število ljudi, tudi normije, kot se je omenil. Medtem ko se mi zdi, da nekako globalni poslovni model gre ravno obratno k temu. Želijo nekako standardiziran, ustaljen customer base, za katerega vejo, da je pripravljen plačati in potem nekako bolj njim prodajajo, se pravi, recimo Crunchyroll vzamemo primera, ne, ki je distributer Blue Locka.
Distributer Crunchyrolla je najavil v zadnjem obdobju, so šli v Las Vegas, kjer so pač predstavljali anime kot produkt, ki bi bil zanimiv vsem predvajalnikom v kinematografiji. Right? Vsi kinematografi so se zbrali na eni konvenciji, ki se imenuje CinemaCon, in tam se pač dogaja nekako mingle teh industrij, right? Kukor nekako E3 za kina, right? Kjer se je zbrala industrija in tam so pač predstavljali na okrogli mizi, Crunchyroll je predstavil pač svoj produkt. Mi imamo anime, od 2020 smo nekako naredili 200 milijonov, ampak spet morate vedeti, da tudi v Ameriki recimo se Crunchy ne predvaja kar v vsakem kinu, ampak v določenih kinematografih, v tistih, ki vidijo, da je tukaj mogoče potencialno nekaj denarja, niti približno ne tako, kar ti AAA naslovi ali kakorkoli. Je pa izpostavil eno zanimivo številko, da anime industrija bo v naslednjem letu 2025 naredila $37 milijard. To pa je neka številka, ki je zanimiva mogoče za te. In je rekel, mi nočemo prodajati animeje vsem, ampak želimo pač specificirati, animeji so pač neka subkultura še vedno, ki jo prodajamo pač specifičnim gledalcem. In tega pač se morate zavedati, da ne delate marketinga, kakor animeji so za vse. Ne, animeji so za specifično obliko gledalstva. In se mi zdi isto, konvencije in tako naprej, bi raj videl, da gremo v to smer, kakor da v smer, gaming je za vse, Minecraft, fucking LOL, it's all the fucking same, right? Ampak spet, ampak ker je specifika trga taka v Sloveniji, da mi ne moramo biti samo zadostni, če bomo se delali kakor, prenesmo samo League of Legends igralce sem, zato ker prvič velikih je mladoletnih, ni časa, šola, in nimaš preprosto dost kapitala, da bi lahko upravičil tokšno specifiko. Torej moraš pripeljati ljudi, ki so specifika in normi in whoever the fuck, kakorkoli, babico in svojega psa, zato da boš lahko dejansko upravičil ves ta kapital, ki se ga pobral od sponzorstva. Tako da predstavljam si, da to je bila mentaliteta, zakaj ste šli tako široko v organizacijo teh dogodkov. Mislim, da je tle bolj številke v Sloveniji. Pač na koncu nas je 2 milijona, nismo vsi v tej branži, ko pa imaš tako celo Crunchyroll, to je svetovna publika, ki so čist druge številke. Mi smo tudi rekli, da bi delali te LAN partije v Nemčiji, mi bi lahko tega živeli. Pač tako pa tukaj lahko rečemo, na koncu tega šla je v supermarket, kjer dobiš vse na kupu, kot pa da bo šel na tržnico po zelenjav, v mesnico po meso, pa tam, na tri različne konce. In na koncu tle vse skupaj nabereš, to, koliko smo majhni, pa malo eventov, sploh pa na Štajerskem, kjer je bil to edini na koncu dogodek. In če bi še to dajali na neke manjše skupine in vse, pomeni manjše številke, manj možnosti, da boš na koncu sploh dobil denar sponzorja in tako naprej, ker moraš na koncu pokazati nekaj, da imaš.